Dober večer, lepo pozdravljeni na predstavitvi Črnega plamena, stripovske zgodbe o požigu Narodnega doma v Trstu leta 1920. Stripovski roman je šel v sodelovanju založbe ZRC in Tržaškega primorskega dnevnika. Naši sogovorniki nocoj so, tu na sredini imamo Zorana Smiljaniča, striparja. On je mislim, da že dovolj uveljavljen stripar, da mu ne rabim ekstra dodatno predstavljati, in je avtor, v tem primeru je avtor risbe in soavtor scenarija. Na njegovi levi sedi drugi soavtor scenarija, zgodovinar, mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino in tudi sin Zorana, Ivan Smiljanič. Dober večer. In na moji levi sedi Borut Klabjan. On je tudi zgodovinar in tudi raziskovalec na ZRS v Kopru. Pogovor bo moderiral stripovski prevajalec in urednik Bojan Albahari. Hvala. In se pravi, dober večer vsem gostom. Hvala, da ste prišli. Moram reči, da sem bil kar navdušen, ko sem prebral strip na dušek v enem šusu. Nisem se mogel ustaviti, ker me je res zanimalo, kako se stvar konča. Moram reči, da smo imeli krasen uvod v zgodbo. Že na prvi strani je en tak usporedni, imamo en tak element, ki se zelo pogosto pojavlja v samem stripu, in imamo določene paralelizme. Usporedne zgodbe, usporedne usode, usporedne ideje, usporedni liki se nenehno pojavljajo v zgodbi skozi celo zgodbo. Zgodba se tako začne in tudi konča. Imamo potem tudi jezik je lokalno, narečno obarvan na trenutke. Ponte Rosso v Trstu ni rdeči most, ampak je rusi most, kakor pač Primorci, lokalci tako rečejo in tako naprej. Zdaj bom rajši pustil do besede gostom in imam najprej par vprašanj za profesorja Klabjana. In sicer rabimo najprej v bistvu malo konteksta. Kako je, zanima nas, oziroma me, zanima me, kako je Trst sploh postal to, kar je takrat bil leta 1920. A bi nam lahko na hitro risali zgodovino mesta in zaledja, kar je tudi pomembno, vsako mesto rabi svoje zaledje in Trst tudi velja to, da bi dobili eno malo boljšo predstavo o zgodovinskem, družbenem in političnem ozadju in življenju mesta. Kako so politični in drugi dogodki pred 20. stoletjem vplivali na naravo mesta v zalivu? Kaj ga je do 20. stoletja najbolj zaznamovalo? Hvala za vprašanje. Še prej hvala za povabilo. Me slišite? Ja? Ja, ok. Ker luč mi sveti v oči, pa nič ne vem, kako je, kakšen odziv in hvala za vprašanje, hvala za povabilo. Že res, da smo večkrat zgodovinarji dobri samo za kontekst, to, kar me sprašujete, ampak bi le začel tudi jaz z nekim takim navdušeno pripombo, da sem bil tudi jaz zelo prijetno presenečen, ko sem dobil v roke tole delo. Ne zato, ker moje presenečenje ne izvira iz tega, da bi prej ne bral zgodovinskih tem, ampak v tem, da nisem bil, že dolgo ne berem stripov. In nikoli v bistvu moje, vi mogoče prav gotovo že veste, da je mogoče znanstvene vsebine posredovati širši publiki tudi na drugačne načine, da niso samo knjige in predavanja. No, jaz pač je to zame bilo odkritje. Moje stripovske izkušnje so bolj ali manj vezane na Topolino, ki smo ga pač brali v Italiji, ali pa na Tex, redko kdaj nekakšnega Alana Forda, ki sem ga dobil na dopustu v Dalmaciji, v kakšni trafiki za kakšnem zaprašenem kotu in to vzel v roke. Ampak dejansko nisem nikoli vzel resno v pretres možnosti posredovanja svojega dela prek stripa ali pa nekih drugih medijev, ki bi ne bila klasična, kot sem rekel, ali so to knjige, ali so to predavanja in tako naprej.
napaka, moja napaka je napaka, ki jo delamo pač mnogi po mojem, in še dobro, da so drugi, ki se najdejo, da te pomanjkljivosti zapolnjujejo. In zato dovolite mi, da preden odgovorim na vaše vprašanje, da dejansko pohvalim avtorja te publikacije, ne samo zaradi minucioznega zgodovinskega dela, ampak tudi zaradi čisto enostavno zaradi tega stripa, tega načina posredovanja teh zgodovinskih vsebin, ki s prepletanjem fikcije in zgodovinskih podatkov bralstvu odpira nova znanja in nove vsebine. Zato gre avtorjem vsa moja pohvala, kot sem rekel, ne samo zaradi risarske tehnike, ampak tudi zaradi natančne zgodovinske pripovedi. No in tako, da še preden bi se nekako pred 5 minutami dogovorila z moderatorjem, o čem bova govorila, sem si jaz nekako v glavi predstavljal, kaj naj bi bilo tukaj zanimivo in primerno tudi povedati o tejle knjigi. No in glej, kot se včasih zgodi, no ravno o tem sem razmišljal, da bi nekako uokviril prav to, kar je bil ta Trst, zakaj je ta Trst tako pomemben. V bistvu, mogoče je vidik nekoliko klišejski, ampak zato nič manj pomemben. In ki ga velja podčrtati, kajti po mojem je imel Trst za razvoj Slovencev izjemno vlogo. Ponavljam, mogoče se sliši nekoliko klišejsko, ampak dejansko pač se mi zdi, da to je potrebno poudariti in nočem tu odpirati neke patetične zgodbe, izpasti kot, glej ga še en Tržač, oziroma ne, ki je pa ne Zamejc, ki se je prišel tožiti v Ljubljano, bogi mi trpimo tam za mejo, odrezani od matice, ojojoj, kaj bo z nami. Ne, daleč od tega. Prej obratno, uboga matica, ki je ostala brez tega mesta, ki je vse do prve svetovne vojne dejansko predstavljal najbolj propulzivno mesto, ki smo ga imeli Slovenci. Tako da Trst je vse do prve svetovne vojne dejansko predstavljal najbolj vitalni del slovenstva, če hočemo to imenovati v nekem širšem obsegu, in to je razvidno v pričujoči knjigi iz nešteto primerov. A morda tisti, ki mi je ostal še najbolj v mislih in ki ga velja izpostaviti, je ta, da je prvi prevod Karla Maja v slovenščino v podlistkih izhajal v tržaškem dnevniku Edinost. Tako da to gre mogoče za majhen podatek, ki ga boste zasledili v knjigi, kot mnogo drugih takih majhnih podatkov, mogoče v opombi, tam, kjer so tiste zvezdice pod črto, tako. Ampak dejansko kažejo na to, kakšen pomen, kakšno vlogo je imel Trst v nekem formiranju modernega slovenstva. No in prav to, da so prevodi Karla Maja niso išli nekje v slovenskem narodu, v Slovencu ali kjerkoli v Ljubljani, ampak so izhajali v Edinosti v Trstu, no po mojem ne marsikaj pove. No in to je samo eden izmed pač takih podatkov, ki govori o nekem širšem, o neki širši sliki, ki govori o tem, kako bi lahko našteval v nedogled, in tudi o tem, kako so se moderna politična misel, slovenska moderna politična misel, ne moremo razumeti, če ne upoštevamo vloge Trsta. Njena liberalna misel, njena socialistična misel, vloga anarhizma, ki je v bistvu popolnoma izginila iz slovenskega miselnega prostora, je dejansko prisotna v Trstu. Ko sem pred korono brskal po arhivskih fondih avstrijske policije, ko je bilo še možno hoditi v arhiv, dejansko tam dobivam kupe in kupe posameznikov,
Slovencev in drugih, ki se prepletajo in se med seboj nekako izmenjujejo ideje, ki so dejansko formirale moderno idejo, kot sem rekel, socializma, anarhizma in vseh drugih ideoloških prvin, ki jih srečujemo potem vse skozi, čez 20 stoletje vse do 21. No? In tako, da vse v Trstu, veliko prej kot v Ljubljani ali pa v drugih mestih, ki jih danes imamo za slovenska, so imele svoje najbolj izrazite predstavnike, mislice in tako naprej. Skratka, Trst, če izpustim ta opis, ki ga večkrat ponavljamo od tega, da je bilo največje pristanišče, gospodarsko pristanišče, ekonomsko pristanišče v Habsburški monarhiji, če je bil Pulj tisto center za recimo avstrijsko mornarico, je bil Trst okno v svet, ki se bo morda slišalo nekoliko klišejsko, ampak dejansko je to bil okno v svet celotnega habsburškega prostora in tu so se pretakali ljudje z vseh koncev in krajev, od armenskih trgovcev do egiptovskih, črnogorskih mornarjev, dalmatinskih mornarjev, istrskih nosačev in tako naprej in tako naprej. Da ne govorimo o ljudi, ki so prihajali od švicarskih bankirjih in tako dalje. Skratka, v Trstu se je prepletalo v začetku 20. stoletja v bistvu en cel kup raznolikih figur in ljudi, ki so prihajali z vse povsod, in mesto, ki se je razvijalo, je seveda vse povsod privabljalo ljudi, še najbolj iz svojega neposrednega zaledja. In če na eni strani so to bili Furlani, na drugi strani so prav gotovo to bili Slovenci. Tako da smo Slovenci dejansko, ne da bi bili samo neki prišleki migranti v to mesto, ampak prav gotovo smo predstavljali med najbolj izrazitejšimi figurami, ki smo pripomogli k rasti tega mesta, ki je iz nekega manjšega naselja z nekaj tisoč prebivalci v začetku 19. stoletja, potem v začetku 20. stoletja naraslo na v bistvu neko urbano okolje globalnega formata z približno 230 tisoč prebivalci, ki je po številu prebivalcev predstavljalo tretje mesto avstrijskega dela Habsburške monarhije. Tako da, ki je poleg številčnosti seveda predstavljal tudi tisti propulzivni center, ki smo ga Slovenci prav gotovo imeli. Pomislite za primerjavo, mislim, da takrat Ljubljana imela približno 50 tisoč prebivalcev, takrat je bil Trst večkrat 4-krat večji od takratne Ljubljane. In kako se v bistvu spreminjajo te razmerja, to je fascinantno opazovati, ampak dejansko se mi zdi, to je, kar gre poudariti, da poleg številčnosti je tam obstajala recimo tisti najbolj vitalen del slovenstva, ki je v bistvu zaznamoval zgodovino Slovencev. Ni naključje, da so največji kapitalisti dejansko zaživeli v Trstu, če pomislimo samo na rodbino Kalister, Gorup in tako naprej, in to so bili ogromni veleposestniki, ki so tam imeli velike palače. Recimo, če se danes pripeljete v Trst, to sicer ne boste prišli z vlakom po južni železnici, ampak ne glede na to, je tam prav nasproti, je ogromna palača Kalister, ki jo zdaj obnavljajo, ki bo postala baje hotel. In prav tako, kot so bili v Trstu največji slovenski bogataši, so bili seveda tudi v Trstu največji slovenski, ne bom rekel reveži, ampak tisti, ki so se zavzemali za rešitev delavskega vprašanja, ki je bil v Trstu seveda še najbolj prisotno. No, in tako, da tukaj gre za to prepletanje, ki je iz Trsta, Trst je tukaj zaznamoval to neko slovensko zgodovino, vse do prve svetovne vojne in še nekoliko dlje. Evo, in tukaj po mojem se mi zdi, da pač nekako okvirimo ta
kontekst Trsta in pomen Trsta pred Prvo svetovno vojno. Okay, potem se eno podvprašanje, če smem. Kdaj in kako se je pa začela nabirati slovenska manjšina v Trstu? Veste, govoriti o manjšini v tistem času ni primerno. To je bila pač ena država, ki je pač avstrijska država, in zdaj to je bilo pač mesto, v katerem so se stapljale različne skupnosti. In tudi, če ste omenili prej jezik, kako se prepleta in narečje, recimo, ko ste omenili Rusi most in Ponterošo, ne, seveda. Mogoče o tem še malo kasneje v debati, je zanimivo, ker pač tu ne obstajajo večine manjšine. Obstajajo pač različne skupnosti, ki so skupaj tvorile nek kontekst, nek mikrokozmos, kot piše Claudio Magris, ne, v svojem delu in tako naprej. Tako da govoriti o Slovencih v Trstu kot manjšina je v tistem času popolnoma neprimerno in dejansko tudi zdaj neka kvantifikacija, zdaj večina manjšine je tudi problematična. Kajti, če nekateri podatki kažejo o tem, da je bilo v Trstu pred Prvo svetovno vojno nekih okrog med 50 in 60 tisoč, ne, potem drugi podatki pa nam kažejo, da je to mogoče to število še bistveno večje. Ne? Tako da jaz ne bi tukaj postavljal zdaj vprašanja o tem, koliko točno zdaj od Pikice do Veja, ampak dejansko poudaril to, da je šlo za neko več nacionalno, več kulturno, več jezikovno središče, ki je med sabo delovalo in se je sporazumevalo v beneškem narečju, podobno kot se danes, recimo, če boste dobili, pač imam svoje študente, ki se srečujejo na mednarodnih srečanjih zgodovine, recimo, in če boste dobili študenta, italijansko govorečnega študenta iz Trsta, Kopra in Umaga, recimo, se med sabo ne bodo sporazumevali v beneškem narečju v italijanščini, ampak bodo v angleščini. Prav tako verjetno med študentom zgodovine iz Ljubljane in Zagreba je zelo verjetno, se bodo med sabo sporazumevali v angleščini. Marsikdaj se bo to zgodilo. Tako da je v bistvu beneško narečje, ki ga ne smemo enačiti z italijanščino. Če berete pisma, ki jih je pošiljala Nora Barnacle, to je žena Jamesa Joycea, ki je takrat prebival v Trstu, se toži Joyce, je rekel, jaz tukaj ne razumem absolutno nič, vsi sem se učil italijanščino, ampak tukaj nihče ne govori po italijansko. Vsi govorijo to beneško narečje, ki ga jaz ne razumem. Tako da, če se že prej opozorili na jezik, se mi zdi tukaj primerno opozoriti prav tukaj, da je nekako to beneško narečje delovalo kot neke vrste lingua franca, podobno kot je to danes angleščina. Ne? Se pravi, je premoščilo razlike med narodnostnimi skupnostmi. Prav gotovo in delovalo ne toliko kot identifikator neke nacionalnosti, ampak v bistvu sporazumevalno sredstvo, ki se je pač govorilo, zato ker se je bilo pač obče razumljivo in obče znano. Se pravi, ob obratu stoletja je Trst bil neko kozmopolitsko mesto. Nekaj, kar je danes Barcelona, pa Marseille, Luka, pa Berlin in kaj se še kaj. No, sploh zato, ker je pristanišče, pa pol ljudje prihajajo, grejo. Tako je. Okay. Super, zdaj smo vzpostavili vsaj približno malo kontekst, malo ozadja. Imam pa še zgodovinskih vprašanj. Ko govorimo že o teh razmerjih med narodnostnimi skupnostmi, da bom rekel za manjšine, se bom popravil za nazaj. Hvala. V Črnem plamenu, fino piše, cirka 50% Italijanov je bilo v Trstu, mislim, da 52%, cirka 25% Slovencov in ostalo so bile druge skupnosti. Zdaj me zanima, kakšno je bilo zasebno in tudi, a pa predvsem javno življenje teh ostalih manjšin v mestu. Kdo je bil vse tam? Zakaj so prišli? Odkod? Zakaj so imeli tudi oni svoje narodne domove, cerkve, templje, karkoli? Glejte, zdaj, da bi vsi analizirali vse to, potem potrebovali 3 dni, ampak zato bomo v 4 stavkih tako poenostavil. Točno tako. Zdaj, prej kot naštevanje se mi zdi pomenilo to, da so v Trst prihajali zato, da bi obogateli. In to je kdorkoli, od Slovencev do Italijanov, do enih drugih, tretjih, zato ker se je pač Trst hitro razvijal. In kot tak niso prihajali zato, ker je bil pač Trst lep, od morja, niso prihajali na kavico, niso prihajali na shopping, niso prihajali, kot je se to dogajalo v kasnejših obdobjih, so prihajali zato, da bi obogateli, ker je pač hitro rastel, ekonomsko rastel in so tukaj videli svojo možnost pač, da bi tukaj obogateli. Oziroma se bolje preživljali, odvisno pač od posameznih ciljev.
In tako, da tukaj imamo vse povsod in so te posamezne skupnosti, jaz jih ne bi številčno tako omejeval, zato ker ponavljam, če gremo potem gledati, je ta nacionalnost v nekaterih primerih prav gotovo igrala zelo pomembno vlogo, v drugih pa recimo, da bi zdaj vsakodnevno vplivala na življenje teh Tržačanov, pa tudi bi težko trdili, da so se vsako jutro zbudili, ali danes pa pa se bomo s temi Armenci ali pa Italijani ali pa Slovenci ali pa temi novi. Pač prav gotovo je imelo svojo vlogo, ampak zdaj, da bi prav tako vplivalo na vsak dan, je to potrebno razumeti na različnih nivojih. In če zdaj to je pač neka razlaga, ki se mi zdi dokaj primerna, če so si druge skupnosti nekako postavili svoje domove v nekih religioznih templjih, zdaj ali je to judovska skupnost z eno izmed največjih sinagog, ki jih premore Srednja Evropa, mislim, da je druga največja po Budimpešti, vse tako je razlagala ena vodička pred leti v Budimpešti, in potem se spomnim, ko sem bil v Plznu na Češkem, pa je vodička v Plznu razlagal, da je sicer boj med Plznom, Budimpešto in Trstom, katera je večja sinagoga, ampak nekako te tri prednjačijo v tem srednjeevropskem prostoru. Skratka, postavljene leta 1912 in podobno druge skupnosti od srpske pravoslavne, še prej grška pravoslavna, še prej oziroma kasneje nemška protestantska cerkev, danes je potem anglikanski tempelj, ki ga sicer danes uporablja romunska skupnost. In cel kup, da ne govorimo o armenski cerkvi, ki je sicer zelo lepa, ampak se ne da nekako danes popolnoma obzidana, tako da se ne da priti zraven. Je cel kup takih krajev. Slovenci pa seveda, ki se v tem niso razlikovali v nekem religioznem smislu, kajti je nekako katoliška vera bila prevladala med vsemi, tisto, kar pač tam, kjer je imela pač svoj vpliv, so si postavili svoj narodni dom. Zdaj pa, če pogledamo konkretno samo slovensko skupnost v Trstu, kako se je slovenski kulturni boj, ki je takrat bil precej izrazit v Matici, kako se je on odražal na tržaških Slovencih? So tudi oni mogoče bili podobno razklani? Ja, tukaj je potrebno nekoliko razlikovati, kajti ena izmed večjih razlik med nekim osrednjeslovenskim prostorom in tem primorskim, tržaškim, oziroma takrat je bilo, lahko govorimo o avstrijskem primorju, je razlika v tem, da ni šlo toliko med liberalci in klerikalci oziroma katoliško strojo, kot je recimo bilo v nekem osrednjeslovenskem prostoru, ampak je bistveno se je boj bil med liberalnimi Slovenci in socialističnimi Slovenci. Tu je bila različna pojmovanje, ki se potem v tem razlikuje s tem slovenskim osrednjim prostorom, kjer katoliška cerkev je sicer imela svojo vlogo v nekem tradicionalnem pojmovanju religije, ampak v političnem smislu ni imela v bistvu neke večjega pomena, vsaj na tržaškem, na goriškem je to nekoliko drugače, ampak recimo, če se omejimo na tržaško, prav gotovo tukaj politično gledano katoliška cerkev ni imela nekega pomena. Bistveno večji pomen, kot sem rekel in ponavljam, je tukaj boj, ki se potem kaže tudi v Narodnem domu, je med liberalci in socialisti. Kakšna pa bila pa razlika v njihovem odnosu do neke potencialne Jugoslavije oziroma do italijanskega irredentizma? Kako so se oni postavili? Čem je bila razlika med tema dvema taboroma? Glejte, v tem do nekega italijanskega irredentizma nekih bistvenih razlik ni bilo, v smislu, da to je bil neki skupni sovražnik. Je pa res, da so, kot si lahko predstavljamo, je ta socialistična stranka imela seveda, ne da je zanemarjala to nacionalno noto, ampak ta ni bila edina oziroma ni bila v ospredju. Bolj pomembna je bila ta socialna in v tem so jo delili z
z svojimi italijanskimi ideološkimi partnerji oziroma z italijansko in nemško strujo oziroma frakcijo ali socialistične stranke v Trstu. Kaj pa kulturno življenje, na kakšni ravni je potekalo med Slovenci v Trstu? So bile že pred Narodnim domom, a so nekšne kulturne ustanove, društva? Ja, to gre začeti že bistveno prej. Namreč ta večja številčnost Slovencev v Trstu je pripomogla tudi k temu, da je že leta 1848 nastane Slavjansko društvo, kjer so se zbirali Slovenci in drugi predstavniki slovanskih narodov, nekako predstavniki v narekovajih, v smislu, da nekega slovanskega meščanstva, so bili to v glavnem Hrvati, Srbi, Črnogorci, Poljaki, Čehi, ki so delovanje sicer kaj kmalu zamrlo leto kasneje, ampak prav gotovo je predstavljalo neko pomembno podlago za prvo slovensko čitalnico sploh, ki je nastala v Trstu, to je Slavjanska čitalnica leta 1861 in od tem gre samo še navzgor. V bistvu vse ta čitalnica predstavlja nek začetek, nek zametek, ki potem se na začetku kaže samo v nekem kulturnem smislu, kaj kmalu pa začnejo tudi z političnimi zahtevami, s katerimi sicer ne prodrejo, kajti je bila uprava, lokalna uprava na lokalni ravni popolnoma v rokah italijanskega nacionalnega tabora, ki Slovencem ni pustil v bistvu do besede, če nekako se tako izrazim. In niti potem, ko se je v 70. letih ustanovilo politično društvo Edinost, ki je od takrat dalje nekako združevalo te politične zahteve slovenskih in primorskih oziroma Tržačanov in primorskih Slovencev in ki se je potem v naslednjih letih razširilo tudi na Istro in se združilo nekako v svojih zahtevah tudi tiste zahteve istrskih Hrvatov. To je ta Edinost, ki je potem izdajala tudi časopis? To je ta Edinost, ki je potem izdajala istoimenski časopis, najprej bil tednik, potem dvakrat tedensko izhajal in potem je postal dnevnik in je nekako predstavlja tisti glasnik te političnih zahtev slovenskih tržaških liberalcev. Kaj pa recimo danes kot kuriozum, a je danes mogoče v Trstu študirati slovanske študije ali kaj podobnega? Je mogoče študirati, pred leti, ko sem še študiral v Trstu, so takrat je študij slovenistike, med drugim, tam poučuje kolega Miran Košuta literaturo in pred leti sem poučeval vsaj mene Zoltan Jan, Marko Kravos in tako naprej pač. Tako da je mogoče študirati slovenistiko, mogoče je študirati tudi nenazadnje na fakulteti za prevajalce in tolmače, ki domuje v Narodnem domu, je bilo in mislim, da je še vedno mogoče študirati prevajanje iz slovenščine v italijanščino in obratno. Tako da je to mogoče, so tudi obstajale zgodovina slovanskih narodov, ki je takrat poučeval profesor Jože Pirjevec in cel kup takih predmetov. Neke slovanske študije kot take, kot študij Tržaška univerza ne ponuja, ampak so posamezni študiji, ki jih je mogoče z nekim združevanjem potem oblikovati neko tako primerno študijsko smer oziroma vsebine, ki nekako zadostijo poznavanju tega slovenskega prostora, čeprav bi tukaj seveda potrebovali bistveno več. Nenazadnje prav gotovo na zgodovinskem polju je tukaj velik manko. A pol bi lahko rekli, da v Trstu danes vendarle obstajajo neke nastavke oziroma varovalke proti eskalaciji nacionalnega nasilja ali kakorkoli, da se pač ne bi zgodilo spet isto kot prej? Ne bi rekel tega. Se kaj dela na preventivi? Ne, mislim, da ne, ker to bi morali dejansko, po mojem mnenju, v bistvu, če bi kaj takega želeli, bi morali prvič slovenščini nameniti bistveno večji prostor v javnem prostoru in to bi morali začeti s tem, z zahtevo, da postane slovenščina
učni jezik, obvezni učni jezik v vseh šolah v Trstu. Ne samo na slovenskih, ampak seveda tudi na italijanskih, podobno kot je italijanščina obvezni učni predmet na vseh šolah, kjer je prisotna italijanska narodna skupnost v Sloveniji in zato s tem ustrajati, dokler seveda do tega ne bi prišlo. Ker potem dejansko spet še ne pomeni, da bi vsi zdaj govorili slovensko v Trstu, ker prav gotovo tudi v Sloveniji znanja italijanščine v zadnjih letih je bistveno slabše od tistega, ker je bil pred desetletji, ampak bi seveda, kot dobro vemo, jezik nima samo neke sporazumevalne funkcije, ampak ima en cel kup drugih funkcij, med drugimi je seveda bi s tem slovenščina dobila čisto nek drug status v javnosti, kot ga ima danes. V stripu smo videli, da so se mestne oblasti, v tem primeru njihovi predstavniki karabinjeri, da so zelo pasivno omogočali fašistično nasilje. Kako je danes s tem? A so mestne oblasti danes kaj bolj razumevajoče do potreb raznih neitalijanskih nacionalnih skupnosti? Gledajte, tukaj ni zdaj naloga nekih karabinjerjev ali policije, da ima neko razumevanje ali ne do tega ali onega. Oni v bistvu izvajajo neke navodila, ki prihajajo od zgoraj. No, kaj pa v civilni sferi? Neuniformiranci? Jaz sem do tega zelo kritičen in zato jaz mislim, da tukaj je italijanska država bi lahko naredila bistveno več od tistega, kar počenja seveda, in to velja bodisi za leto 1920, seveda ne moremo primerjati leto 2020 z letom 1920, ampak prav gotovo gre bodisi v enem in drugem primeru tukaj zaznati, po mojem mnenju, neko popuščanje do znakov ekstremizma, tako kot je bilo v letu 1920, ki je, po mojem mnenju, je tukaj uradna politika izkoriščala fašistično in nacionalistično gibanje zato, da je počela tisto, kar si sama uradno ni smela privoščiti, skratka, da je z nasiljem obračunala svojimi na eni strani etničnimi, in to se pravi nasprotniki, in to so bili Slovenci in Hrvati, in svojimi političnimi nasprotniki, ki so bili seveda socialisti, komunisti, anarhisti in republikanci. Tako da je v tistem kontekstu tukaj ima uradna Italija veliko krivde, po mojem, in po raziskavah sodeč in tudi po zadnjem občutku, jaz mislim, da tudi bi lahko v povojnem času, po drugi svetovni vojni in po pasu fašizma vse do danes lahko storila bistveno več od tistega, kar je počela in kar počenja. Super, najlepša hvala za vaša pojasnila. Mogoče bom imel še kakšno vprašanje za vas kasneje. Zdaj bom pa se posvetil še drugima dvema gostoma, Zoranu in Ivanu, in bo začel to kar z Zoranom. Doslej si se pokazal, da so ti všeč zgodovinske teme. Rad obdeluješ zgodovinske teme. Bolj malo je sedanjosti v tvojih stripih, mogoče se motim, ampak opažam to nagnjenje do zgodovinskih tem. Mislim, da je najbolj sodobna stvar je mogoče 91 oziroma zgodbe o Toniju Merlaku. Zdaj, kaj tako zanimivega ali odrešujočega mogoče vidiš v zgodovini, če te tako privlači? A je mogoče to način zate, da poveš nekaj, kar bi bilo preveč kontroverzno, če bi uporabil sodobne like in dogodke v stripu? Najprej hvala lepa za pohvale za najin strip. Tistih 20 € bomo pa poračunali po pogovoru. Ja, na osebo. Torej, zgodovina je neizčrpen vir zgodb, zgodbe so zanimive. Sama zgodovina kot taka se meni kot nezgodovinarju, torej kot pripovedovalcu zgodb, kot lažnivcu zdi malo suhoparna, nezanimiva, ampak brez nje ne gre. V zgodovini obstaja morje teh sivih con, skritih, zamolčanih, prepovedanih, neizgovorjenih tem, kjer se zgodbe ponujajo same od sebe. Tako da različni motivi so, zgodba me more potegniti, določeno zgodovinsko obdobje, neko sporočilo o zanimivih zgodovinskih obdobjih, torej naprimer Meksikanari so bili vsekakor odkritje in sem začutil, da je treba to zgodbo povedati, do različnih drugih zgodb, do tega požiga Narodnega doma, ki zbuja neko, kako bi rekel, sveto jezo, neko
nezadovoljstvo, nek protest proti hinavščini pa moči italijanske in diplomacije in države in tako naprej. Torej, ko me zgodovina nagovori, potem pač spregovorimo, spregovorim to zgodbo. Ponovadi so to dosti kompleksne teme in rabim sodelavce. In v tem primeru je tako izpadlo, da je bil moj sodelavec moj sin. Bom imel tudi za njega kakšno vprašanje, absolutno, ampak v povezavi s tem me zanima, a imaš ti kakšne svoje posebnosti pri pristopanju k zgodovinskim temam? Kako skrbiš za zgodovinsko avtentičnost risbe ali za ustreznost dialogov, da so ustrezni v registru govorice ljudi tistega časa? A se tudi ti zakoplješ v kakšen arhiv, kakor zgodovinari, pa scenaristi, pa tam med onimi lista so krhke, porumenele strani časopisov in razbiraš, kaj se dogajalo, ali kaj narediš, ali izvajaš intervjuje s pričami? Torej, domačo nalogo je treba opraviti, prebrati kar nekaj knjig na to temo, gledati arhitekturo, pogledati, kako so se ljudje oblačali, kako so se pogovarjali, spoznati obdobje čim bolj, da se ne govori na pamet. Ampak to je domača naloga, to so tehnikalije. Predvsem je zgodba, torej sporočilo, torej kaj tisto, kar me potegne k temu. Vse ostalo je neke tehnikalije, ki jih je treba opraviti, kot ko gledam film, si želim, da so dobre kulise, ali dobra scena, dobri igralci, dobri kostumi in to tudi jaz želim, in dialogi in psihologija in tako naprej. Ampak bistveno je sporočilo, bistveno je zgodba. Tle je bilo pač sporočilo ta dan požiga, kar je res nekaj neverjetnega, mislim, ne moramo si predstavljati, da neki simbol, zgradba, da čez noč, da se praktično ustvarijo pogoji, da se to lahko zažge in da je to šele začetek dolge zgodbe, dolgega trpljenja. Torej, vse, o čemer si govoril, je treba opraviti, ampak to so tehnične zadeve. Kako pa recimo pri sestavljanju zgodbe, a razmišljaš, kako bo zdaj ta zgodba se povezovala z zgodovinskimi fakti, ali se ne obremenjuješ s tem, ali ti gre bolj za nek simbolizem v tem, pa tudi če je malo bolj nadrealističen, kakor zdaj v tem tukaj, ko so se rečetovna duhova, ali malo magičnega realizma je tu mogoče? V bistvu si s časom jemljem vse več svobode. Pred časom sem delal striktno realistično, potem sem začel, malo karikaturo ali pa malo elemente druge žanre uporabljati, medtem ko sem se tle že precej sprostil in imamo poleg realizma, ki je neki nosilni del, imamo karikaturo, imamo simbolizem, imamo te magične elemente, imamo nadrealistične tudi. Torej v odnosu, kar mi zgodba sporoča, glede na to, kar se mi zdi, da zgodba potrebuje, se mirno zdaj že odločam za različne žanre in različne pristope. Torej, pomembno je, kako ta dva dela združiti, ta fiktivni in realistično. Seveda, o tem smo veliko debatirala in iskala načine. Pri tem poskušava ne uporabljati tistih formul, ki sem jih imel že v prejšnjih stripih, ampak do določene mere se temu ne da izogniti. Predvsem se mi zdi pomembno, odkot prihaja ta glas zgodovinski. Lahko to damo komu v usta kot dialoge. Tle se nama je zdelo pač, da ta zgodovinski glas, da enostavno je nesmiselno, da posiljujemo zgodbo s tem, da damo nekomu to v usta, da nekdo to govori, bi bile situacije preveč izumetničene, nenaravne in smo pustili, da govori zgodovinar, pač da govori nekdo, ki to ve. In to je neka osnovna nit. Medtem ko se preklapajo ti zgodovinski faktični deli z fiktivnimi, so pa iskala razne načine in nekateri so bolj, nekateri so manj uspešni. Pri tvojem ustvarjanju zgodb opažam, da se dostikrat poslužuješ takih dveh usporednih
zgodbo oziroma juxtapozicije dveh stvari, sopostavljanje enega in drugega. Tu imamo dva Jožefa, potem imamo na začetku Kosovela in Danuncija in ogromno je teh paralelizmov tu. In to je tak značilen pristop prozate. To je rdeča nit. Kdaj boš začel uporabljati kakšen drugi trik? Trst kot mesto nasproti, Trst kot mesto, kjer se tepe zgodovina, kjer se tepe sedanjost, prihodnost, narodi in tako naprej. In ta dvojnost je v umetnosti, torej, ki se postavlja na začetku Danuncija in Srečka Kosovela našega, kjer Italijani imajo svojo kulturo vedno za višjo, za boljšo, za kvalitetnejšo. In če damo mogoče dva najbolj eksponirana pesnika tistega časa skupaj, pa so rezultati mogoče skoraj bolj v našo korist. Skratka, ta dvojnost vsekakor laufa, vrhunec te dvojnosti je pa, to bo Ivan vedel kaj več povedati in tudi sam je na to napeljal, pri delih, kjer je zgodovinska interpretacija, kjer se razlikuje, kjer je slovenska interpretacija taka, italijanska pa taka. In Ivan je to odkril kot zgodovinar in zdaj smo rekli, kaj ćeva zdaj s tem narediti, s temi različnimi. A bova midva pač kot Slovenca, ki breko navijava za Slovence, ampak se morava delati, da ne navijava za Slovence, da bova držala neki videz objektivnosti, a bova pač povedala našo varianto, ali bova obrala kakšen drugo metodo in mislim, da je zdaj pravi trenutek, da pove Ivan, kakšno metodo smo obrala. Ja, skratka, odločila sva se, da se ne bova delala vse vedne zgodovinarje. Jaz sem tudi nekako ustrajal na tem stališču, da pač zgodovinar si ne sme vzeti te pravice, da absolutno presoja o čemerkoli že, ampak je vedno treba pustiti prostor za nekaj dvoma in za druge interpretacije. Tako da sva se odločila, da ne bova naredila tega, pa izbrala samo te recimo bolj verjetne ali bolj všečne interpretacije, ampak da bova sopostavila in ene in druge. Jaz sem, ko sem študiral to gradivo za strip, sem precej natančno preštudiral poročanja slovenskih časopisov, ki so izhajali v dnevih po požigu, in italijanskih časopisov. In seveda ne preseneča, da so zelo velike diskrepance in razlike pri interpretiranju dejstev in tem, kaj se je pravzaprav dogajalo tega dne. In v bistvu so ugotovila, da po eni strani je dobro to prikazati in eno in drugo stran, kako se je to oblikovalo, pogled na ta dogodek že praktično preden je zadnji plamen ugasnil v domu, so že bila zelo močna nestrinjanja, kaj se je pravzaprav zgodilo. Po drugi strani je pa tudi zanimivo, torej, da že takrat je obstajala ta dvojnost, ki se nekako nadaljuje še danes. Še danes se v bistvu ne strinjamo točno, kaj se je zgodilo. Tako da smo uporabili vse te male zgodbice v časopisju, ki jih ne moremo dokazati, saj jaz nimam neke ideje ali inštrumenta pri roki, da bi lahko potrdil, ampak se mi zdi, da na en tak način sva pokazala, kako so se že takrat kresala mnenja o tem dogodku in seveda tudi s tem tudi v širšem smislu in kako se je oblikovalo javno mnenje o dogodku že takrat. In s tem pa tudi pravzaprav del naloge prepušča bralcu, da se sam odloči, katere od te zgodbic se mu zdijo bolj legitimne, katere manj, kateri strani bolj verjame, kateri manj. Jasno je seveda, midva imava nek splošen pogled na zadevo, kaj se je dogajalo približno, ampak za te podrobnosti res na tem mikronivoju to pa prepuščava tudi bralcu, da se sam odloči, ker tukaj nimava odgovora in preloživa tudi na bralca del naloge. Skratka, te situacije, ki so problematične, o katerih ni konsenza, so postavila ene ob druge in praktično dala besedo in Slovencem in Italijanom in prepustili bralcu, da se odloči, kjer se mu zdi bolj verjetna ali možna.
kar se mi zdi v bistvu v kontekstu Sartrove misli še najbolj primerno za neko umetniško delo, ne? Ki po Sartru pač mora odpirati prostor svobode interpretacije, namesto da bi ga zapiral, ne da bi ciljal v eno samo možnost, eno samo sporočilo, ampak ga širi. Ne? In tu sta pustila to odprto. Točno tako. Zdaj pa vprašanje. Glede na to, da so potem ti fakti nekako nedorečeni oziroma vsak drugače predstavlja in vi ste to lepo, zelo nazorno prikazala, a bi lahko govorili o neke vrste postfaktičnosti, ne vem, 100 let nazaj, before it was cool, da bi govorili o alt faktih, ne, kako so Italijani, a pa drugi predstavljali recimo tisti uboji, tistih mornarjev v Splitu in tako naprej. A je to potem ta postfaktičnost, preden je postala cool? A bi lahko rekli, da je to? Jaz bi prej uporabil besedo rašomonstvo, se pravi več verzij istega dogodka, ampak to se mi zdi manjšina, ne? Mislim, ve se, kdo je zažgal dom, ve se, kaj se je prej dogajalo, ve se, kaj se je pozneje dogajalo, tako da to so drobtinice, ne morejo, tudi če bi bile vse v korist Italijanov, ne morejo spremeniti dejstva, da se je tle zgodila strašna stvar, da se je pripravljala, da je bila najbrž iz najvišjih državnih vrhov planirana in to je to. Mogoče en drug moment je bolj hecen tlele, zanimiv. Midva smo imela na začetku precej, torej ko so brala te knjige od Milice Kacin-Vohinc do ne vem drugih referenčne, sva mal povzela ta jezik, ki je mal navijaški, bolj navija za Slovence, ki pač knjige so izhajale tam od 50 let naprej. In pa se tega nekako ne vzameš, poleg tega, da je ta neka sveta jeza obstaja nad krivico. In ko smo to dali v scenarij, ko smo dali v pogled zamejskim Slovencem, Tržačanom, so rekli, dajte to malo zmanjšati, dajte to malo bolj objektivno, ker obstaja tudi druga stran. In ne glede na to, kaj ti čutiš, kaj ti misliš, kar je bil dober nasvet, je pametno, da se zadržiš, ker dolgoročno ne izpade nekako navijaško kot srce v breznu, poceni političen propagandni pamflet. In če bi mi dva se tako obnašala, bi praktično hitro sodila v to kategorijo, ampak so se maksimalno odmaknila, kar je bilo včasih kar boleče, ker ti srce reče, mislim, daj, kaj so naredili prasti, ampak se moraš odmakniti in zadržati to objektivno distanco na račun tega, da je stvar bolj objektivna, da stvar dalj časovno zdrži in da ima tudi neko presojo resno. Tako da tle smo kar neki truda vložila, da nisva tisto, kar nam leži na srcu, da nisva izlila noter v strip. Zdaj prav do tebe, preden se posvetim spet Ivanu, izvleku nek bobonček, nek teaser. Prej smo govorili o teh sopostavljanjih, pa potem imaš recimo tu spet, podobno kot v Cankarju, v prejšnjem tvojem delu, imaš spet to igro s kompozicijo, z okvirčki, pred Cankarju si to uporabil križ na strani za Nežo in Cankarjevo mati, to, kar si ga za Cankarja uporabil. Ja. A imaš še kakšnih takih trikov prisotnih tu, a imaš še kakšen tak primer za predstaviti? Nekaj, kar v bistvu samo strip zmore predstaviti, pa noben drugi medij ne more tega na takšen način. A še kakšen tak trik? Recimo, ne vem, že tista uvodna stran, tista eskalacija fašističnega nasilja na strani 3 v bistvu povzame celo zgodbo, brez da bi se izgubljala v podrobnostih. To zvemo skoraj vse. Ja, mogoče en pripovedni princip izdan pri prizoru požiga. Torej, imamo ljudi, ki se nahajajo noter v samem hotelu, imamo to maso besno, kjer so tudi fašisti zunaj. In kako sem razdelil sličice, torej ta masa zunaj je v podolgovatih sličicah. Vsi praviloma, torej horizontalni princip, unika so pa noter, so pa v stisnjenih sličicah, v pokončnih, v klaustrofobičnih. In kadarkoli imamo, torej tega bralec sicer se ne zaveda, ampak čuti nekako. In kadarkoli so oni noter, torej se panika povečuje, dim po hodnikih, ogenj se širi, ženske, otroci, to je res
grozne slike, grozne scene, so vedno v stisnenih slikah, kadarko so pa te fašisti pa ta ljudstvo, ne, desno, je pa podolgovato. Ne. In potem imamo eno sliko, ki se imenuje tako imenovana ribja kost, ko končno teli gostje hotela bruhnejo, ne, nekako uspejo priti ven, imamo sličice pokončne in sličice vodoravne, ne, kjer se ta dva principa, ne, kjer se kako bi rekel, kreš, kjer se udarta, kjer eno drugega suneta, kakorkoli, in trčita. In na koncu pol premaga ta vodoravni princip, ker jih fašisti pretepejo in jemljajo prtljago iz rok in kradejo in tako naprej. To so, bi rekel, iz zanesljivih virov. Ne. Torej, to je en od principov, kako sem recimo režiral ta prizor. Ne. Uporabil sem pač vse svoje stripovsko znanje v smislu tudi druge, ne, v smislu, da čim bolj se prilagodim zgodbi in zgodbi služim s tem jezikom, ne, ki ga, no, tukaj imamo to sopostavljanje, že šlo, adijo. Torej, da služim zgodbi z vsem arsenalom stripovskega jezika, ki ga premorem, ne, torej ne sam, da prežvečem scenarij in da pripovedujem, ampak poskušam vizualno na vsaki strani najdeti neko rešitev, neko idejo, ki bo pa služila zgodbi, ki ne bo služila, glejte, kako jaz znam, ne vem, stripe delati, ampak da je to vse v službi zgodbe. Zabavno mi je bilo, ko si prikazoval tista zavezništva in si prikazoval te bloke držav, ki so dejansko prikazali kot konkretne bloke, dobesedno so to bloki, cementni bloki, ne? Pa me spominja tako malo na te sodobne country balls, kjer so pač nacionalne države predstavljene s temi žogicami zavitimi v zastavo in potem oni interagirajo med sabo na razne smešne načine, kontroverzne in tako naprej. Tako da tu sem videl mogoče malo nastavek enega zelo sodobnega načina komuniciranja preko memov, ki zdaj pač vlada na internetu. Verjetno tega nisi mislil. Ti nimaš Facebooka, ne slediš družabnim medijem? Pa dobro, nisem čist ven, ampak nekako, ko dobim, ko preberem, kaj sta scenarista napisala, iščem način, kako bom to najbolje spravil vizualno, ne, in če imamo dva bloka v prvi svetovni vojni, sem rekel, zakaj bi kompliciral in naredim res bloke, ne. Lepo je pa tudi to, da so tri, da ima vsaka kocka blok, ima tri površine, ne, in so tri zastave, ki so tudi, tako da včasih te pocrkla zgodovina, ne, kot prej s tem Karlom Majem, ki smo tudi uporabila, torej ta dva prijatelja, Italijani in Slovenci, sta na začetku v bistvu nadnacionalna, sta Apača, ne, sta pobrala to sta ustvarila svojo identiteto iz romanov Karla Maja, ne, in ko sem videl, da je Karl Maj, ne samo, da sva preverila, je izhajal takrat in ne samo, da je izhajal, ampak je izhajal v slovenski edinosti, sem rekel, to pa je tako lepo darilo usode, ne. Kako ga je pa potem Giuseppe bral, če pa ne razume slovensko? Ja, najbrž so imeli v italijanščini tudi že prej, pa tako da. Okay. Če ne moj pa Josip povedal Slovenca, ne, na koncu. Sej, dosti je, da en spusti glas, takrat pa se vsi otroci vejo. Ne, to smo zelo res mojsterko, kako si vpletel ta njihov diskurs, ne, bratje v krvi in ne, v to celo zgodbo, ne, te westerne napače si prenesel. Ja, jaz sem rad western in sem pač sam iskal način, da ga vključim v to, ne. Ampak po svoje se vsi otroci se delajo tam neke druge identitete, kavbojce, patagonski bratje. Mislim, ne poznam skoraj otroka, ki ni neki kot otrok bil nekdo drug, ne. Ampak ta drug je mogoče bolj on kot tisti Slovenci, Italijani, to, ker pol te vloge, ki so od zgoraj usiljene, ne, ki ti jih družina, družba, okolje, narod, država, ki ti jih usiljuje, ne. Ampak to je po izbiri, ne. Indijanci, Apači, kavbojci, to je po izbiri, ne. Vse ostalo je po defaultu, mus. Aha, ok. Ivan, jaz opazil sem podobno kot pri Cankarju prej od Zorana, je cela zgodba je prestreljena, tako prešpikana z raznimi zgodovinskimi faktoidi, ki niso pač irelevantni, ampak se nanašajo na like, osebnosti in dogodke iz tega časa in okolja.
in prispevajo pomembno razumevanje in širši kontekst seveda cele zgodbe. Ampak prikazi na teh straneh so ponovadi za te prikaze uporabljen bolj karikaturističen slog. Recimo tam, kot tisti srbski polkovnik zavrne Italijane, prevrhniki, ne kar nazaj, ne pa to so se na glas krohotal, ne, res. In a sta mogoče na ta način poskušala malo omiliti to resnobnost zgodovinske neke dikcije z bolj sproščeno risbo in z humorjem? Pa ja, mislim, to gotovo je bil eno od ciljev. Zdaj, dejstvo je, da to ni zgodovinski učbenik, kar sem midva naredila. To je že nekaj na razpolago, ne, da se marsikaj prebrati že o tem, ampak tole je bolj nekako, recimo, uvajalni tečaj, ne, torej to je nekaj, kar se meni zdi, da je prva stvar za seznanitev enega osnovnošolca, srednješolca, tudi odraslega, če ne ve nič o tej temi, pač o požigu in o njegovem ozadju. Potem pa, če ga zanima, pa seveda lahko gre naprej študirati, ne? In tudi zato sva na koncu naštela seznam literature uporabljene, kar je tudi par namigov seveda, ne, morebitnemu bralcu, da sam naprej raziskuje. Tako da, ja, tukaj je bila želja, torej, da se neki bralec nauči, ampak hkrati pa sem tudi jaz popustil, da ni zdaj to vse strogo faktografsko in da je samo, ne vem, prerisovanje zgodovinskih fotografij in vsega tega, ampak da so tudi neki humorni elementi, ki malo pritegnajo občinstvo k branju, kar ne nazadnje tudi funkcija te izmišljene zgodbe o Josipu in Giuseppeju in njunem prijateljstvu in ohlajanju le tega. Tako da je tako kombinacija oziroma kompromis vsega tega je neka želja, da se nekaj nauči bralec, ampak ne jemljemo pa smrtno resno tega. Pa mečkam tudi s neko ironično distanco, sva se prvo odšla gledati tudi na to trgovanje Italije z ozemlji in potem na pariški mirovni konferenci in pogajanja pred Rapalsko pogodbo. Tako da tukaj sva si vzela malo svobode, jaz sem se tudi malo spočil od tega, da tokrat nisem pisal članka opremljenega z opombami in referencami. Dobro, opombe so, ampak tudi ne tako egzaktne kot za kakšno zgodovinsko revijo. Tako da sem se tudi malce lahko sprostil do neke mere in si privoščil tudi kakšno malo bolj zabavno interpretacijo zgodovine. A lahko po te humorne vložke tudi tebe prepišemo? Sigurno so kakšni tudi tvoji. Koliko se imel sploh recimo vpliva na sam kreativni proces v izmišljene zgodbe, ne samo za zgodovinske fakte, ampak pri vsem ostalem delu, koliko se imel sploh vpliva na to? Mislim, a se je gospod risar kaj vtikal v tvoje delo? A si moral kaj zločiti ven mogoče, pa ti je bilo ful pri srcu, pa je moral iti ven? No, je kakšna anekdota iz tega? A sta mogoče imela kakšen nesporazum, pa sta pol lepo rešila, tako da ne bo tihe maše doma, ne vem česa podobnega. Pa, dobro, to ljudje ponavadi mislijo, da sva si razdelila, ne, točno po polovici, da je on si zamislil zgodbo izmišljeno, jaz pa da sem prebral zgodovinske knjige in napisal to drugo zgodovinsko polovico, ampak v bistvu ne, sva skakala in drugemu zelje, tako da in on je bral zgodovinske knjige in jaz sem dodajal elemente v zgodbo o Josipu in Giuseppeju, tako da, ja, mislim, da se je zadeva prepletla, pa zdaj bi že težko rekel v bistvu za kakšne dele, čigavi so bolj, ne, ker je nekdo je postavil idejo, nekdo je dopolnil dodatno, potem še kakšen zadnji dodaten popravek, ne vem, sploh zadnji prizor, mislim, da je bilo veliko teh dodatkov in popravkov, da najprej je bila ena ideja, pa je drug rekel, kaj pa takole bi bilo bolj, pa so se oba strinjala, pa je spet drug rekel, kaj pa še to, če bi dodal, pa je bilo spet bolj in tako je raslo nekako vmes. Jaz zdaj, dobro, tako, ko pogledam nazaj, nimam nekih obžalovanj, ni zelo veliko izpadlo, kar sem jaz hotel, če je kaj, sva se tudi pogovorila, da se zrela odrasla in se strinjala, da mora tudi kaj ven, da ne more biti lih vsa zgodovina, ki bi jaz rad imel noter.
Tako da je nekako, mislim, sem zadovoljen s tem. Zdaj je pa tudi dostakrat tako izgledal, da je pač on narisal pri svoji delovni mizi stran, pa potem prinesel meni v sobo, ja, v svinčniku, še preden je s tušem narisal, in potem sem jaz pregledal, prebral in pokazal, kaj mi ni všeč, kaj mora popraviti, in je kot ponižen šolarček šel in popravil. Ok, zanimivo. Res je. Kako dolgo pa sta sploh ustvarjala, kako dolgo je trajalo, preden sta sploh imela storyboarde, potem Zoran Lakos samo še risal? Koliko je bilo priprav študija, kako so se pripravljali na to? Kaj vse so obsegale te priprave? Kaj vse je treba, da se sestavi ena taka zgodba? Pa marsikaj. Predvsem sva veliko časa posvetila branju literature, torej nabrala sva vse, kar sva našla v knjižnicah. Jaz sem se posebej še ukvarjal s temi časopisi, kot sem omenil. Šla sta Trst verjetno tudi kaj? Dobro, to sva že odprej poznala, to nisva toliko izgubljala časa, sva pa imela študijsko potovanje po severni Italiji, sva šla na par lokacij, ki se tudi pojavijo v stripu, kot je Rapallo, pa še ne bolj širše vezanih na zgodovino fašizma v Milanu, pa ob Galskem jezeru, pa Vitoriale, ki se tudi omenja v stripu. Tako da z tega vidika sva naštudirala, sva to opravila. Jaz sem te časopise natančno prebrskal, kolikor se le da, tako da je to potem postalo pomemben del stripa. Vsak je prebral en del knjig, zdaj ni vsak vseh prebral, ampak je pač sva si zaupala in drugemu, da sva izluščila bistvo iz teh knjig, in potem je vsak pač dodal to, kar je naštudiral v scenarij. Potem je bilo treba to nekako izpiliti, smiselno povezati v eno celoto in še povezati to z zgodbo o odraščanju teh dveh fantov. Tako da, to mislim, da je bil kar proces, kaj sem slavga, pol leta, pa še pol leta za risanje, tako da je v bistvu precej hitrem tempu je nastala zadeva v enem letu praktično, od začetka študiranja literature do zadnje narisane table. Spred, to je kar dolgo obdobje. Pa ne, mislim. Ni, to je kratko obdobje. Dobro, primerjavi z Meksikajnerji je kratko. Pazi, tole je le 110 strani v pol leta, to je kar udarniško delo bilo, ne? Ja. Če poštevaš, da rabiš en dan za narisati eno stran, če imaš že storyboard in vse, je to potem, Ne gre vedno en dan za eno stran. Še več? Ja. Ok, minimalno, če rečem en dan. Samo za risanje, ne? Nočem zdaj jamrati, ampak je bil tako pritisk časovni, ne? Nekako 100 strani je za eno leto risanja, ne? Tako sem mogel, pol leta je 12 ur na dan približno sedenja. To je kar konkretno količina dela za eno tako knjižico, mislim, ne bom zdaj pomeševal pomen, ampak zahteva svoje, ne? Zdaj lahko neke stvari bi na horuk, 1, 2, 3, ampak so kar precej vse, še posebej Ivan je pedanten, ne? Jaz bi včasih kaj preskočil ali pa kaj poenostavil, ne? Ampak je precej me, kako bi rekel, discipliniral in silo, da vzdržujem nek nivo, ne? Ok, tehnika, najprej si svinčnikom naredil skice, potem pa s tušem čez in tako je zrisan cel strip. A3 format, v svinčniku se najprej naredi, potem sem, kot je že rekel, nesel korekturo šefu, ne, to ni dobro, to tako, ne, z besedilom in risbo, ne, in potem jaz sem to popravil in stuširal. Včasih je tudi potem še kaj treba spreminjati besedilo nakladno, zato sem se odločil, da ne bom besedila pisal na roke, kar vedno počnem, ampak ker bi se ogromno časa zgubljali, da popravljam na roke, ne, pa skenirati, ampak da se postavi tudi to v oblačke, ne, da se postavi z računalniškim fontom, kar je nam ogromno časa prihranilo. Ne, se to zveni smiselno, ker recimo ti faktični teksti, ki se nanašajo na zgodovino, so take malo bolj retro pisavi, da malo odraža tudi to zgodovinskost vsega.
To je ta zgodovinski jezik, jezik zgodovinarja. Okay, se pravi, tudi izbira fonta, pisave, črkopisa je bila Vse je tu na mestu. zelo pomembno. Ja. Okay. No, naprimer, sam za ta Črni plamen, za naslov sem preizkusil, ne vem, nekih 20-30 fontov, ne. In predvsem sem se gibal tam, Italijani imajo te lepe plakate začetka, mislim, lepe fonte, začetka stoletja, ne. Tako bolj art deco. Secesija, art novo, tako naprej. Ja. Ampak pa sem rekel, čakaj, pa ne moreš tiste italijanske fonte tle uporabljati, ne, iz italijanskih plakatov, to moraš nekaj slovenskega, ne. In pol gledam, kaj bi, in vidim logo edinost, ne, take močne, krepke črke z mal nabranim robom, ne, in se mi zdi, da lepo povzemajo to, kar o čemer v stripu govori, ampak je trajalo praktično, ne vem, 2-3 tedne, dobro, ne samo to, ampak Ja. skratka, za vsak element je bilo potrebno nekaj dela, ne, ni nič padlo z neba. No, tle imamo recimo te mal politične mešetarjenja, je karikaturalni stil, ne, recimo, kar se mi zdi zelo primerno, ne, za moralo teh politikov, ne, pred pa po prvi svetovni vojni, da jih ne moreš drugače pokazati kot neke karikature, ne, ki so, no, tisle gor, ne, Italijani so praktično, se mi zdi, dobro prispodobili, ne, vsi zahodni zavezniki so se šli z njo v poslo, ne, ona je bila kot neka lepotica, ki so jo vsi osvajali, ne, ampak so imeli malo občutka krivde, ne, po vsem, ne, kaj češ, ni glih moralno to, kar smo naredili, ampak je pa koristno za vse, ne, je pa na račun Slovencev. Tako da je izbira karikature za to pa norčevanje, ne, se mi zdi ta prav. No, pa to D'Annunzio je bila glih takrat razstava v Trstu in se tudi spomenik postavili, ker je problematično najbrž, ne, za Tržačane. Torej, vidimo, da je morat ogromno teh militarističnih predmetov, škatel, nožev, nekih okraskov, nekih simbolov, ne. To je poln katalog in polna razstava tega, tako da smo to načičkali s temi fašističnim kičom, bom rekel. Okay, še zadnje vprašanje z moje strani, preden dam možnost tudi publike, da kaj vpraša, da ne bom zdaj zasedel vsega časa. Ivan, bom zaključil kar s tabo. Zdaj me zanima, ti si postal zgodovinar, tvoj oče je risal zgodovinske stripe, a je to, ki je vplivalo na tvoj izbiro študija? A si ti zaradi njega postal zgodovinar pod vplivom očeta? Upam, da ne. Ne. Ok, dobro. Kaj tebi kot zgodovinarju pomeni medij stripa? Kakšen zate kot za zgodovinarja, kakšen zate mora biti strip, da bi čim bolj pristno, nepristransko prikazoval zgodovinske dogodke? Oziroma, kaj se ti zdijo, da so prednosti stripa pri zgodovinopisju v primerjavi z drugimi mediji, s prozo, ilustracijami, fotografijami, dokumentarci in tako naprej? Kaj strip lahko ponudi zgodovinopisju, pa drugi mediji ne morejo? V čem ti vidiš tu prednost stripa? Zakaj strip? Pa, dobro, jaz sem hoti ali ne hoti, sem odraščal ob stripu, tako da mogoče na nekem nivoju je vplival, ampak ne bi rekel, da odločilno, da je to bilo že nekaj v meni, da me je zanimalo in sem pač sam krenil po tej poti. Sej tudi risati ne znam, to stripar nikoli ne bom, ampak recimo, no, da je bilo. Ja, mislim, strip je mogoče v tem smislu, da je zna pokazati zadeva, ne, torej redki ljudje res z veseljem odprejo eno strokovno knjigo zgodovinopisno in preberejo in se naučijo kaj o njej. Zdaj pa, če nekoga sam recimo nekaj zanima malce nekaj o kakšni zgodovinski temi, da se želi sam nasplošno izobraziti o njej, pa se bo verjetno najprej obrnil na nek lažji medij, kar strip verjetno se lahko strinjamo, da je bolj privlačen s tem, da nudi slike bralcev tudi poleg teksta in da lahko tudi prikaže nekaj, da lahko prikaže vzdušje nekega časa, ne, če je dobro narisano. Ne.
Zdaj, če se prebijaš skozi besedilo, je seveda tudi znajo zgodovinarji tudi pričarati neko vzdušje, ampak širši populaciji se mi zdi pa, da je bolj dostopno, če je to upodobljeno na tak način. Tako da se mi zdi, da je ta zgodovinski strip povsem legitimna zadeva, da če noče človek ravno postati strokovnjak o neki temi, ampak se samo izobraziti o nečem in zvedeti nekaj novega na zanimiv način, da mu potem to še dejansko ostane v spominu, tudi ne samo čez en teden, ampak tudi čez eno leto, se mi zdi, da zgodovinski strip, da je prav dobra stvar. Jaz tudi paralelno s tem, ko sva midva to ustvarjala, sva tudi, oziroma vse jaz, sem malce več tudi začel tega prebirati, tudi nekatere izdaje pri Zrc, Berlin je tudi zgodba o vzponu, ki se odvija v Berlinu tik pred vzponom nacizma. In je tudi, seveda, ni zgodovinski traktat, ampak je pa, se mi zdi, da je nekaj ujelo v tej monumentalnosti, v tej freski, tako rekoč, nek tak občutek, kako je bilo dejansko živeti v Berlinu v tem času. Tako da z tega vidika se mi zdi zanimivo, da ni samo strip taka lahkotna otroška zadeva, ampak da zna tudi se ukvarjati z resnimi temami in tudi izobraževati. Zdaj seveda za stroko, ne vem, če bo kakšen strokovnjak šel citirati strip kot vir, ki ga je uporabil pri svojem študiju, to bo težko, pa je tudi upravičeno, da tako ostane. Ampak se mi zdi, da vsej za neko uvodno začetno spoznavanje z neko tematiko, da pa je to dobra zadeva. Tako da, kogar zanima požig Narodnega doma, ima na razpolago strip, pa lahko to začne študirati, ima Cankarja, ima tudi druge biografije, od Alme Karlin do Malgaja, pa Barage, pa Roba, pa Majstra, pa še marsikaj. Potem pa je od njega odvisno, seveda, bo šel naprej študirati, ker literature pa bo vsaki od teh tem ogromno, ampak mogoče je to tak prijazen prvi korak, da se sooči z nečim, da spozna temeljne pojme, da se mu tema prikupi, potem pa gre naprej raziskovati. Tako da to se mi zdi nekako najbolj dragoceno. Potem je pa od posameznika odvisno, da tudi to naj bi se pa zavedal, da ne bo zdaj postal doktor zgodovine, če prebere strip o tej temi, ampak da je treba še nadaljevati in tudi midva, mislim, da bova prebrala to monografijo od doktorja Klabjana, ki bo zdaj kmalu prišla, in v upanju, da ne bova prepoznala veliko napak v stripu za nazaj, ampak zdaj sva že toliko v temi, da prebereva vse, kar najdeva v Narodnem domu in primerjava, če sva ga kje polomila, če sva kaj pozabila, sam za zdaj recimo, da ne. In upam, da bo tudi ostalo tako vse okvirno. Zdaj upam, da se dobil gušt za pisanje stripovskih scenarijev, ker stripovske scenariste krvavo rabimo, vse višnji vedeh rabimo. A mogoče se spogleduješ s kakšno idejo za kakšen novi naslov prihodnji, bi mogoče še pisal stripovske scenarije? Pa, kar se mene tiče, je bila fina izkušnja, tako da ne bom rekel ne, zdaj nimam pa še nobene druge ideje. Zdaj, zaenkrat je moj sodelavec zaseden, za kaj 2 leti, 3. Ja. Tako da zaenkrat ne, ampak mogoče pa tudi če kdaj, ne bom rekel ne. Nestrpno pričakujemo nove naslove. Še profesor Klabjan, mogoče bi postavil še isto vprašanje za vas. Prej smo se pogovarjali... Ne risati. Originalno vprašanje. Prej smo se pogovarjali, ste priznali, da nekaj malega ste bral stripo, ampak sicer ste bolj v akademski čtivu, literaturi. Kaj si vi zdaj, po gori prebranega akademskega gradiva, zdaj mislite o zgodbi o požigu Narodnega doma v stripu? Kaj zdaj za vas? Kako vi zdaj vidite strip? Si se rekel, mislim, to je fantastično, mi je odprl nov svet v bistvu, ne? Zdaj je res, da zelo verjetno v svoji knjigi ne bom citiral
knjige pač Črni plamen kot neko znanstveno delo, ki bi pač dala neka nova spoznanja, ampak prav gotovo predstavlja sredstvo, kako ta nova spoznanja, ki jih mi ponavadi tradicionalno predstavljamo prek nekih knjig, ki bo taki, kot ste slišali, ki bo v kratkem išla, čez kak mesec, upam, naj bi bila na voljo, bo imena nekaj 100 strani in zelo verjetno nekdo, ko bo tisto videl, seveda se ga tistega ne bo lotil, prav zaradi tega, ker ima nekaj 100 strani čtiva in to zgodovinskega in zato se tega ne bo lotil, žal, ali pa kakšnih dolgočasnih predavanj, ki trajajo 2 uri in tako naprej in tako naprej. Mogoče pa bi se nekih takih vsebin, ki seveda s katerimi se ne bi spogledoval, če bi jih imel v takih oblikah, pa prav gotovo se mogoče približa prav prek nekega stripa, ki če je, kot sem rekel, minuciozno, zgodovinsko razdelano in prikazano, potem pa lahko ima svojo zelo pomembno vlogo pred tem, kako zdaj mi neke zgodovinske teme, kot so neki širši publiki, do katerih se mogoče ne pride, v tem primeru pa so le, mogoče se jih da, ne bom rekel, plasirati, ampak je prav gotovo primerno tak tip, primeren za neko širjenje nekih zgodovinskih nekega zgodovinskega znanja, ki bi drugače ostal bolj ali manj omejen na neko bolj pač drugačno publiko. Tisto, kar imam pa jaz, imam eno vprašanje v bistvu, ki se mi je potem postavljalo, ko sem to bral in ne vem, če mi boste pomagali, kdorkoli, avtorji ali kdo iz publike, kaj jaz vem. Moje vprašanje je, ki seveda kot zgodovinar potem stalno iščem do zadnjega možnega vira, kako je potem, kako lahko interpretiramo, da pridemo do tiste razlage, ki je čim bolj podobna, ne bom rekel resnici, ampak da je čim bolj verodostojna. Evo, in tukaj, kjer se v stripu recimo prepleta izmišljena zgodba, kjer sta Giuseppe in Josip, ki sta pač izmišljena, zato ker pač vemo a posteriori, da sta izmišljena. Ne vemo resnici, da ni obstajal nek Josip Furlan ali pa ne vemo, ali pa mogoče pa je. Zato bralec recimo, ki bi se želel približati nekemu bolj poglobljenemu zgodovinskemu znanju, že res, da se potem lahko posveti znanstveni literaturi, ki je potem našteta na koncu, ampak recimo v stripu, ki praviloma, popravite me, če se motim, praviloma nima nekega seznam literature na koncu, kje lahko bralec razume, to pa je fikcija, to pa dejansko nekako drži, to pa je nekako zgodovinsko preverjeno in se torej lahko imamo. To me zanima. Mogoče je to pač neka pokvarjena forma menti zgodovinarja, ki se to sprašuje, ali pa morda ni, no ne vem, tako da to me je zanimalo, ko sem to prebiral. Zdaj, če mi boste videli lahko. Ja, sej, to je res, ni tukaj strogo zamejeno resnico od fikcije. Zdaj, generalno pač ta zgodba o Josipu in Giuseppe je fikcija, zgodovinski dogodki sva se trudila, da bi bili realni. Pa je pa, mislim, v bistvu samo midva veva, pa še midva pozabila, kje točno so ti meja, ne? Ker so tudi ti vpleteni citati so dejansko bili iz gradiva, ne? Ampak kot rečeno, ker nisva uporabljala narekovajev za citate in opomb, ki bi pojasnevala, to tudi pač ni do te mere znanstveno delo, ne, in zato se ne citira. Mogoče sploh ni potrebno, recimo, ne, oziroma mogoče še lepše, da tega ni. Manj kot se ve, bolje je, kje se neha fikcija, pa kje se začne. Tako, ja, sej ni nujno, sej si pravi, to mogoče samo moja pokvarjena forma menti. Dobra poroka zgodbe in dejstev in če se dobro prepletata, se ne vidi te ločnice. Ne. Moram pa reči, tudi to, kar je izmišljeno med njima, ne, je
Ni vse izmišljeno, ampak je dosti pobrano iz knjig Borisa Pahorja, tudi iz mojega odraščanja in tako naprej. Tako da ni, vse je pomešano. Ne? Seveda, tako da, Sej, ampak kako ne bralec ve, kaj je, ampak to mogoče sploh ne nujno ponavljam, mogoče je to samo v mojem, ker sem ravno kar bil v procesu pisanja knjige, ki je seveda mora temeljiti na jasno preverjenih vseh faktografskih in drugih principih. In ko sem to dobil v roke, seveda, češ, da sem nekaj pozabil. Midva smo imela luksuz, da so se lahko malo bolj igrala. Vi ste pa morali zelo paziti, kaj delate in odmeriti vse skupaj. Ne? Tole je pa mal ni tako težko delo bilo, mislim, smo se tudi veliko krohotala, smo se zabavala, je bilo neko, ko bi rekel, nadaljevanje, ki je on bil majhen, pa so te zgodbice se prepovedovala, ne, zdaj je postal tudi on aktiven, ampak je bilo nekaj tega veselja v ustvarjanju, malo so bila naročava, malo je bilo neumnost, mislim, sva ta delo vse upravila, ampak je bilo tudi užitek v delu, ne. Pa še mogoče nekaj bi rekel, to je tema, v kateri bi vsekakor ob tej priložnosti moral posneti en film. Ne? In ker vemo, kakšnem stanju je slovenski film, sva pač midva vzela na svoja pleča odgovornost in ta film povedala v slikah, ne? Na veliko bolj poceni način. Jaz bi še dodal, da v trenutnih razmerah sodobni bralec ni več tako nedolžen, naiven, je že izurjen, je že izkušen in zna že vsaj delno ločevati to fikcijo od resničnosti. Ne. Tako da ponavadi avtorji lahko računajo na načitane bralce, ki radi berejo, da bojo že znali sami razločiti to. Ne. In tudi če ne nič hudega, imamo ogromno modernistične literature, kjer pojma nimaš. Ne, ker še zdaj so Finnegan's Wakeu razpravljajo, pa imamo spet Joycea, ne. Še danes so ugibanja in spekulacije, ampak ni neke definitivne razlage in to je krasno. In tudi to je po moje prav. Mogoče še en element, ko smo imeli že scenarij izdelan, me je moj urednik opozoril na eno dejstvo, ki sva ga pa z veseljem noter vključila. Torej, prihod, na prvih straneh stripa je prihod enega človeka v Trst, ki ga nisva imenovala, računava pač na izobražene bralce. Ne? In zanimivo, on je prišel leta 1904, točno skoraj v trenutku, ko se je dom odpiral, Narodni dom, torej Narodni dom so odpirali po delih in predvsej potiho, da ne bi izzivali Italijanov že takrat. In ta možakar je prišel pač v Trst in se sprehodil prek Rusega mostu in je preživel v Trstu 16 let, odšel je pa natančno 5 dni, preden je prišlo do požiga Narodnega doma. Ne. Torej šel je z razširjeno družino, ne, prišel je s partnerko, odšel je z partnerko in 2 otrokoma, ampak te 16 let je Trst nekako cvetel, je bil kozmopolitsko mesto, je bil kulturno mesto, ne. Potem so se pa začeli dark ages, ne, mračno obdobje fašizma, nacionalizma, zatiranja slovenske skupnosti. Torej, tudi se mi zdi tak res lep okvir, ne, ki so ga naknadno vključila v strip, ne, ki ga pa, torej, več glav več ve, ne, torej, ki ga je posredoval moj urednik, s katerim sem zelo lepo sodeloval in tamle nosi masko in se hihita pod masko. Super, krasno. Z moje strani, to so bila vsa vprašanja, ki sem jaz pripravil za vas, smo malo presegli čas, jaz bi rad vseeno vsaj kakšno minutko namenil vprašanjem iz publike, upam, da imate že kaj zamišljeno, tam zadaj je že mikrofon, pa če kdo ima kakšno vprašanje, naj kar dvigne roko in bo kolegica takoj pri vas in imamo vprašanje. Ja, živijo. Mene pa zanima, ko sem tudi raziskoval, da se nikoli, tako redko daj se omenja judovsko vprašanje v Trstu, glede na to, da so najstarejši znani slovenski izgnanci Marpurgi, ko so ohranili svojo identiteto iz Keso, pa tudi zdaj je bil pač dokumentarni film, ko so oni rekli, da pač vsi Judje v Trstu, mi smo iz Maribora oziroma smo iz slovenskega območja, pa tudi ta 13. julij 1868 je bil prvi napad na geto, tako kot slovenski, isti dan se je pa napadali meščani Trsta nekako Slovence, pa okoličanski bataljon ukinili.
Pa me pa zanima, ko je edinost, ko se najbolj, tako, oni so se vedno hvalili, da so edini antisemitski časopis v Trstu, da so oni gonilo antisemitizma, pa tudi hud boj je bil z Judi v Trstu, 82 je bil atentat, pa je umrl Jud, ampak je tudi geto na Srku, 1882. Pa ne vem, ko so ubili cesarico Sisi, je največ Judov bežali iz Trsta, ko so jih pač prvo bili napadeni. Kadarkoli se je napadal, pač da smo bili Slovenci najbolj konfliktni do Judov, pa zakaj se to nekako nikoli ne omenja, to judovsko vprašanje, kako bi temu rekel, no? Pa tudi Split je bil edina kolonija od Marburgov, kako bi rekel, glede na to, da se je tukaj v povezavi s Splitom zažgal Narodni dom. No, pač najprej je bil v Splitu težava, pa se je pa Narodni dom zažgal. Pa tako da ta 13. julij je imel za Slovence zelo simbolen pomen, da to, kot sem tudi v edinosti bral, so vsak 13. julij se omenja, da ljudje bojo pa že fasali, kaj se jim zaslužno, dokler niso naši dokončno bili zadedan v tem smislu. Pa tako, zakaj se vedno to judovsko vprašanje zanemarja, kako bi temu vprašanje postavljeno? Glede na to, da je Trst bil judovsko mesto dejansko, no, pač najbolj pomembna sinagoga, najbolj bogati ljudje, kadarkoli je cesar prišel v Trst, so ljudje ga prišli pozdraviti, pač Marburgo je bil najbolj čaščen, največji pogreb, ne vem, po mojem ena od močnejših oseb v Habsburški monarhiji, da je bil Marburgo gospod. Po bogatstvu, generali je bila njihova, Lloyd je bil njihov, oni so obvladovali, banke so bile njihove, pa tudi vse te firme so financirale fašizem, no, so dale abnormne denarje, pač fašizem je v Trstu v bistvu se rodil, ko so ga Judje sfinancirali, kako bi rekel, pa tudi še škof Santini je bil edini škof v zgodovini, ko se je kadarkoli potegnil za Jude, sploh pa za tržaške Jude, da so oni najbolj zaslužni, da Trst nikoli ni bil slovenski, no, pač tako da so Judje v Trstu, mi tako malo ni jasno, zakaj jih vsi zanemarjamo, a mogoče zato, ker isto delajo v Palestini, to, kar so Slovenci delali, kako bi rekel, da se nam podobno nam uničujejo stvari, kot so nam uničevati, tako da bi se oni učili na nas, kako Palestino si zavzeti, no, pa tudi glavna linija za Palestino je bila iz Trsta, glihno. Hvala. Zdaj, a vprašanje je bilo, kaj je zdaj z judovskim vprašanjem, ali zakaj tega ni bilo tukaj v tej knjigi? Scenarista. To je vprašanje za vas, jaz mislim. Jaz nimam pojma. Ivan, prosim. Mogoče v par stavkih malo oris, mogoče judovske situacije v Trstu, ali ne vem, a pa oziroma zakaj sploh temu nismo posvečili toliko pozornosti v tej knjigi. Mislim, da vem odgovor, ampak dajte to zgodovinarja potem odgovoriti. Pa, ja, mislim, pa lahko bi pa načel vsa druga vprašanja vseh skupnosti v Trstu, pa ne bi pa daleč prišli, ne. Tukaj sva se posredotočila na slovensko-italijanski odnos, pa pač judov tukaj nisva vključevala, tako sva si vzela to pravico in ni to tudi tema, da bi jaz karkoli študiral, to da tudi ne bom kaj komentiral in si jemljem pravico, da Vseeno, da je taka tema, da bi preveč razburila svetovno javnost v tem smislu, če bi napisali, da so Judje dali bencin, da se zažge Narodni dom, ali niste točno vedeli, da je tak močen vpliv bil judovske skupnosti, pa ste ga pa raj zanemarili, ko bi bil pač seveda eno celo knjigo bi lahko še o tem napisali. Mimogrede, jaz sem imel sicer vprašanje o drugih skupnostih razen slovenske v Trstu, ampak zaradi pomanjkanja časa smo to preskočili, ne. Tako da sumim, da je tudi podoben odgovor tudi glede te knjige, ne. Ni bilo prostora, da bi predstavili vse te težave in težave pač in probleme drugih skupnosti, ne. Tu sta šlo za dve skupnosti in to je bilo to. Ampak, razumem prav? Mogoče, vsako temo, ki smo se jo lotila, ne, je veliko več zadej, kot sva midva si lahko dovolila na tem majhnem omejenem prostoru in enostavno kjerkoli zgodovinarja ali pa knjigo je tam še to zadej, pa še to, pa še to. Jaz si enostavno več kot enega ali dveh stavkov si nismo mogli dovoliti, ne. In kar ni absolutno nujno za zgodbo sva gladko brisala ven, sicer kakšne zadeve s bolj težkim srcem, ampak jasno, stvari so kompleksne, stvari niso preproste, stvari imajo ozadje, stvari imajo razloge, ne? In če bi šli vsake, je pol 10 takih knjig. Tako da enostavno ni smisla, ni bilo prostora tle. Že slovensko-hrvaška skupnosti
recimo Hrvaška je bila tudi zelo močna in so bili povezani, ne, interesno in enostavno razen parih omemb nisva mogli iti v to. Tako da ni šans, ne, enostavno je odgovor. Ekonomičnost in fokus. Ne? Tako. Ja, okay. Mislim, kar lahko dodam jaz, zdaj, ker je to, da o vlogi judovske skupnosti v Trstu obstaja kar nekaj literature, tako da tisti, ki dvomim, da je to v stripu sicer to narisano, ampak kar se tiče knjig pa strokovne literature obstaja, to, kar ste povedali, je vse res. In tisti, ki bi se rad o tem poučil, mislim, da ima kar nekaj literature, daleč od tega, da bi bilo vse izčrpano, ampak dejansko neke osnove o vlogi judovske skupnosti v Trstu pač obstaja. Seveda. Vsi župani so bili judovskega porekla do lastnih zakonov. Meni se zdi, da je cel kup zgodovinarjev to že zelo pač kar nekaj, mislim, če kdo bi se rad o tem poučil, dejansko ima kar nekaj literature, da o tem in zlasti v italijanščini seveda, v tega slovenščini tega manj, nekaj pa je tudi v angleščini, tako da od Ane Milo do Tulije Catalan, to so vse pisali o judovski skupnosti v Trstu in kako so dejansko od gospodarskega do političnih vzvodov oblasti od polovice 19. stoletja dalje v bistvu v marsičem vplivali in oziroma še prej od generali, ki nastane še v začetku stoletja, ras in tako naprej, vplivali na gospodarsko, politično podobo Trsta in širše okolice, prav gotovo. Imamo še kakšno vprašanje? Ok. Sicer bomo se tu še malo podružili še na par minut naknadno, tudi bolj neformalno, tako da lahko si boste mogoče kasneje inačili, malo bolj neformalnem kontekstu. Tako da zaključujemo počasi to predstavitev in Zoran in Ivan bosta zdaj po dogodku tudi podpisovala in podrisovala knjige, ki jih imate na voljo tudi tu v knjigarni, so na voljo na prodaj. So pa tudi ene druge izdaje ZRC SAZU, so tudi danes ta teden znižane, tako da imate priložnost, da si naberete stripovskega čtiva za nekaj cajta. Jaz sem si privoščil oba Sakota in Davida Tofola tudi za kikiriki priporočam. Tako da avtorja boste podrisovala te izdaje, tako da le zadržite se, zrihtite se svoj podpis, posvetilo in se vam zahvaljujem v bistvu najprej gostom za vaša mnenja, za vašo udeležbo, hvala organizatorje za dogodek, ne nazadnje tudi hvala lepa vam, ki ste prišli poslušati. Lepša hvala in lep večer še naprej.